Spoštovane in spoštovani, začenjamo slovesno obeležitev dneva, ko je prvič zadišalo po Slovenski vojski s ponazoritvijo prvega postroja. Prihodnost pripada pogumnim. Spoštovani pripadniki prvega postroja Slovenske vojske, spoštovani osamosvojitelji, uporniki z razlogom, dragi gostje, dobrodošli v Kočevski Reki, zgodovinskemu kraju slovenske osamosvojitve. Dobrodošli v kraju, kjer je prvič zadišalo po Slovenski vojski. Dober dan želim vsem skupaj, najprej pa hvala lepa gardni enoti Slovenske vojske za dvig zastave. Dragi prijatelji, med nami še posebej pozdravljam predsednika Republike Slovenije in vrhovnega poveljnika obrambnih sil, gospoda Boruta Pahorja, predsednika osamosvojitvene vlade, gospoda Lojzeta Peterleta, ki še prihaja, obrambnega ministra v času osamosvajanja, gospoda Igorja Bavčarja,
predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, gospoda Aleša Hojsa, poslanke in poslance v Državnem zboru ter ostale visoke goste. Prav poseben pozdrav pa, spoštovane in spoštovani, gre danes udeležencem prvega postroja, ki so z nami. Jakob Poje, Albin Mikulič, Igor Marinčič, Rajko Petek, Marjan Šercer, Roman Arko, Milan Merlak, Janez Kurnik, Martin Božidar Njavro, Antonija Alovec, Miro Kuzma, Ivan Kuzma, Jože Lesar, Robert Šega, Anton Poje in Zdravko Gorjup. Dobrodošli med nami. Če sem izpustil še koga iz prvega postroja, pa je danes tukaj, se mu opravičujem, pa ne ostane po prireditvi tukaj, da opravimo vse podatke. Letos nam je, spoštovani, mati narava po noči poslala nekaj snega in nam tako vsaj malo pričarala tisti zgodovinski 17. december 1990, ki je bil mrzel in zasnežen. A to takrat ni bila nobena ovira, da se dober mesec dni po odločitvi za plebiscit v Poljčah in teden dni pred samim plebiscitom ne bi postorila Slovenska vojska kot opozorilo vsem, da imamo realno silo, ki je pripravljena zavarovati slovensko pot v samostojno državnost tudi po vojaški strani. Tu, na tem prostoru, spoštovane in spoštovani, so stali možje in žene, ki so bili pripravljeni kot demokrati in domoljubi storiti vse za svobodo Slovenije in njeno samostojno državnost. In ko je prišel čas, so svojo obljubo tudi držali. Zato jim velika hvala. Žal je vojna za samostojno Slovenijo terjala tudi žrtve. Z minuto molka se spomnimo vseh tistih, ki so za samostojno domovino Slovenijo dali največ, svoja življenja. Slava jim. Spoštovane in spoštovani, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve že kar dolga leta pripravlja prireditev na tem zgodovinskem prostoru, zato da ne bo šla v pozabo. No, zdaj se nam je pa pridružil gospod Peterle, ki sem ga že prej omenil. Dober dan, dobrodošli. Na mestu, kjer ste izrekli vizionarski stavek, da je danes prvič zadišalo po Slovenski vojski. Pred mikrofon vabim generalnega sekretarja Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, doktorja Boža Predaliča. Spoštovane dame in gospodje, spoštovani osamosvojitelji. V čast in ponosi štejem, da vas lahko nagovorim in pozdravim na tem, kot je dejal Krkovič, svetem mestu. Prav poseben pozdrav pa velja tistim fantom in možem, ki so tistega 17. decembra stali postrojeni tu v prvem postroju Slovenske vojske. Verjamem, da jim tedaj ni bilo prijetno, pa ne samo zaradi vremena. Tedaj so bili precej negotovi časi. Slovenci smo bili sicer odločeni, da gremo na pot samostojnosti, a kljub temu je bil čas negotov. Povsem lahko bi se zgodilo, da bi intervenirala jugoslovanska armada. Verjamem, da so tem fantom in možem, ki so stali tu, po glavi rojile različne misli. Verjetno tudi nekaj nelagodja, morda malo strahu, pa vendar, oni so stali tu, odločeni, da branijo slovensko samostojnost. In s tem so se zapisali v slovensko zgodovino. Tedaj so svetu
pa tudi Slovencem, ki so čez dober teden odhajali na plebiscit, poslali jasno sporočilo. Mi smo tu in pripravljeni braniti Slovenijo, pripravljeni braniti slovensko osamosvojitev. Hkrati pa so jugogeneralom, oboroženi sodobnim pehotnim orožjem, pokazali, da so tu, da smo oboroženi in odločeni braniti svojo pot, samostojnost. In s tem, kot sem dejal, so zavedno zapisani v zgodovino. Tu na tem mestu so bile izrečene zgodovinske besede. Zadišalo je po slovenski vojski. Prvič je zadišalo po slovenski vojski. Jaz osebno sem te besede razumel kot rojstvo slovenske vojske, kot njen pričetek. In še danes sem prepričan, da je temu tako. Danes je tu med nami tudi predsednik republike, za kar se mu izredno lepo zahvaljujem in ga posebej toplo pozdravljam. Med nami pa ni obrambnega ministra, za katerega bi pričakoval, da je ob taki svečanosti, obeležitvi tega trenutka tukaj. Niti katerega drugega visokega predstavnika vlade. Nekateri so se sicer opravičili, nekateri pa tudi tega niso storili. Želim si, da bo prihodnje leto tudi kdo od njih prišel sam, da bo začutil to pomembnost tega trenutka, pomembnost tega prostora. Sprašujemo se tudi, kako, da se tako pomembni dogodki slovenske zgodovine, kot so na primer Poljče, sestanek na pristavi, ta postroj tukaj in številni drugi dogodki v slovenski zgodovini, tako nekako bledijo v zgodovinskem spominu, nekako so odrinjeni na rob zgodovinskega spomina Slovencev. Vprašamo se, kako je to mogoče. Pa vendar, če malo pomislimo, če si obudimo spomin na tiste čase, pred praktično 30 leti, lahko hitro ugotovimo, da smo bili tedaj Slovenci enotni. Kot en mož smo bili pripravljeni stati na braniku domovine, žal pa tako ni bilo tudi v politiki. Predvsem predstavniki tistih političnih strank, ki so v bivšem režimu zasedali pomembne funkcije, niso bili najbolj navdušeni nad osamosvojitvijo. Nekateri so se delovali silom prilike, nekateri s figo v žepu, zopet drugi pa so celo odkrito nasprotovali. In potem se je zgodila samostojna Slovenija. In povsem razumljivo je, da so nekako skušali rehabilitirati to svoje tedanje ravnanje, nekako potisniti najpomembnejše dogodke, ki jih je vodil Demos, ki jih je vodila pomladna stran, nekako na rob, tako, da bi s tem nekako se rehabilitirala njihovo ravnanje. In s pomočjo režimskih medijev jim je to v veliki meri tudi uspelo. In zato, prijatelji, zato je pomembno, da se tu srečamo vsako leto, da na vsako leto pride več, da na vsako leto pride več tudi na druge prireditve, ki obeležujejo prelomne trenutke zgodovine, prelomne trenutke slovenskega osamosvajanja. In, dragi prijatelji, verjamem in tudi zagotavljam vam, da potem, ko bodo Slovenijo zopet vodili ljudje, ki so jo ustvarjali, ljudje, ki jo imamo radi, potem bodo tudi Poljče, sestanek na pristavi, ta postroj, dobili svoje mesto v zgodovini, kjer mu pripada. In tisti fantje, ki so prvi stali tukaj v prvem postroju, bojo dobili zaslužena priznanja. In prijatelji, čutim, da je ta dan blizu, vedno bliže. In s to mislijo vas lepo pozdravljam, želim vam blagoslovljene božične in novoletne praznike, predvsem pa ponosno praznovanje dneva suverenosti in enotnosti. Želim vam, dragi domoljubi, srečno domoljubi, srečno veterani, srečno Slovenija, srečno naša domovina. Hvala lepa dr. Predaliču in že sedaj seveda, spoštovani, vabljeni prihodnje leto, Kočevsko reko, ko bomo obeležili točno 30 let, odkar je prvič zadišalo po slovenski vojski.
Zato pa, da nekaterih danes ni z nami, so pa krivi Kitajci, ker je minister prišel v Ljubljano. Za kulturni pridih današnje prireditve bosta poskrbela trobilni kvintet Orkestra Slovenske vojske in pa dramski igralec Roman Končar. Gledati te je posebna milina. Živ si pomnik nam zavesti spomina, v mnoštvu drevesci zelenih kraljevska, zibel slovenstva si reka Kočevska. Tu se pisala nam je zgodovina, preme katera se čaša pelina živo pretvorjena, v grla je pevska, tu zadonela živina je Kočevska. V časih usodnih bila si pokončna, srčnost ljudi tvojih vedno neskončna, naj še tako vate treska in seka, Bog naj obvarje Kočevska te reka. Hvala lepa, Roman. Spoštovani in spoštovani, v imenu občine Kočevje nam bo spregovoril podžupan občine, gospod Gregor Košir. Spoštovane in spoštovani, cenjeni gostje, dovolite, da vam zaželim iskreno dobrodošlico tu v Kočevski reki, kjer se je pred 29 leti pisala zgodovina slovenskega naroda. Na Kočevskem se zavedamo pomembnosti tistega trenutka in s ponosom kot občina prevzemamo vlogo gostitelja vsakoletnih obeležitev in spominskih slovesnosti. Kočevski skozi zgodovino nikoli ni bilo lahko, območje, na katerem se nahajamo, je bilo dolga leta upravljano pod posebnim režimom, ki je hočeš nočeš pustil neizbrisan pečat na razvoju celotne Kočevske doline. Pa vendar so ravno zahtevne razmere še dodatno krepile domoljubje in ohranjale upanje, da bomo nekoč Slovenci edini gospodarji na svoji zemlji. Z dogodki izpred 29 let smo začeli novo poglavje na področju nacionalnih obrambnih struktur. Vojaki, ki so takrat stali na tem mestu, niso vedeli, kaj bo prinesla prihodnost, imeli pa so pred seboj jasen cilj. Prvič in za vsako ceno v zgodovini braniti svojo lastno državo. Spomin na tiste dni, ki nas lahko navdajajo s ponosom, je tako še zmeraj živ, je med nami, želeli pa bi si, da tako ostane tudi v nadalje. Namreč prihajajo nove mlade generacije, ki vse manj dojemajo in razumejo, koliko poguma, volje in brezkompromisnosti je bilo potrebnih za tak korak. Zato moramo narediti vse, kar je v naših močeh, da mladino že tekom učnega procesa informiramo o osamosvojitvenem dogajanju. Med drugim tudi o tem, kaj se je dogajalo tistega decembrskega dne tukaj leta 1990. Hvala vsem, ki ste si danes vzeli čas
in prišli na to spominsko slovesnost in verjamem, da se zopet kmalu vidimo. Nasvidenje. Tu, na tem svetem se mestu rodila, pred desetletji je živa Cecila. Prvi postroj neomajnih ljudi smrti pogumno je gledal v oči. Sneg je narahlo žebelil zemljo, v srcih ljudi pa bilo je toplo. Stalo njih stoje, kot eden, čvrsto. Strahu takrat tu ni mesta bilo. Misli bile so pri hčerah, sinovih in pri predolgih so suženjstva dnovih. Vsak svojo puško je držal v rokah, na njih pogled je sovragu vlil strah. Kot monolitni branik domovine, živ bili ogenj so sred mrzle zime, vsem nam sporočali so preklivat, da se rojeva slovenska pomlad. Tu na tem mestu stoječi postroj bil skupek sanje stoletnih nebroj. Prvikrat takrat je res zadišalo, po vojski slovenski vrag vzel je šalo. Bratje in sestre, razprimo dlani, objem naj ljubeč bo spomin na ljudi, ki dali življenja so za skupno stvar, življenja na narodov sveti oltar. Hvala, Roman. Roman je dve pesmi, ki ste jih slišali, spisal ravno za današnjo proslavo. In ker gre v tretje rado, bo prebral malo kasneje še tretjo.
Spoštovane in spoštovani, seveda prvi postroj ob prisotnosti redkih pogumnih politikov Slovenske vojske v Kočevski Reki, ki se je po kraji orožja takratni teritorialni obrambi samo pol leta prej, se je to zgodilo, celemu svetu predstavila tudi z novim modernim orožjem, kot smo danes slišali, ni bil slučajen. Bil je natančno premišljen. Bil je jasno sporočilo takratni jugoslovanski armadi, da smo pripravljeni tudi z orožjem braniti začrtano prihodnost. In Kočevska Reka ni bila izbrana naključno. Vsi ti naši kraji, ki so bili dolga leta vir strahu za celotno Slovenijo, so se z jasno idejo o samostojni državi začeli spreminjati v zatočišče novih hotenj in novih načrtov. In pred postrojem pogumnih prvih slovenskih vojakov in vojakinj je stal njihov poveljnik. Z jasno nalogo in jasnim ciljem. Obraniti pot do samostojnosti. Spoštovane in spoštovani, slavnostni govorec na današnji prireditvi je minister za notranje zadeve v času osamosvajanja, gospod Igor Bavčar. Gospe in gospodje, spoštovani gospod predsednik države. Veste, kaj je sporočila ljubljanska oblast generalu Maistru, ki je po osvoboditvi Maribora krenil proti Celovcu? Poveljniku za obrambo narodne vlade v Ljubljani, dr. Lovru Pogačniku, je bilo rečeno, da ukaže generalu Maistru, da ne sme dalje prodirati in ga pouči, da nima pravice zahtevati demarkacijsko črto, energično mora dopovedati Maistru, da se Celovec zaenkrat ne zasede, ker nam manjka živil in ker ne bi šlo brez krvoprelitja. Slovenska politika je v zgodovini v svoji nemoči velikokrat zastala pred odločilnimi koraki. Bar natlačeni general Rupnik sta aprila 1941 po porazu jugoslovanske vojske šla do nemškega generalpolkovnika Weichsa v Celje, češ naj zasede še Ljubljano, da ne bodo Slovencev povsem razkosali. Seveda brez uspeha. Slovenski komunisti, predvsem njihov ideolog Edvard Kardelj, v njem se je imenovala tudi slovita zaščitna enota teritorialne obrambe tu v Kočevski Reki, pa vse do napada Hitlerja na Sovjetsko zvezo sploh niso razmišljali o odporu. Pa še potem so žrtvovali partizansko gibanje, bojo za oblast, o čemer pričajo mnogi dokumenti. Tudi naši generaciji bi se lahko zgodilo, da bi morali poleti leta 1991 do kakšnega generalpolkovnika. Takrat verjetno v Zagreb, ne v Celje, kot leta 1941, ne do oficirja Wehrmachta, ampak do generalpolkovnika Jugoslovanske ljudske armade Života Avramoviča. Bi. Če ne bi imeli takih enot, kot je ta, ki je pred 29 leti stala tu, in vseh ostalih, ki so že takrat, decembra 1990, formirale več kot 20.000 glavo manevrsko strukturo narodne zaščite z njeno policijsko in vojaško linijo. Vedeli smo že dolgo pred napadom na nas, da tudi če bi vsi, ki smo bili tedaj odgovorni za mlado slovensko državo, prosili Tudžmana, naj ne pusti sovražnih tankov na nas, ne bi nič pomagalo. Vendar to ni bilo potrebno. Sami smo obranili samostojno Slovenijo, jo po razorožitvi teritorialne obrambe oborožili in organizirali, ter jo pripravili na prihajajoč spopad. Vojne, ki nastanejo, so vedno drugačne od vojn, ki jih pričakujemo. Zmaga stran, ki naredi manj napak, ne tista, ki pravilneje ocenjuje pričakovan spopad, pravi znani angleški vojaški teoretik Leiden Hart. Veličina naše 10-dnevne vojne je v tem, da smo naredili manj napak kot agresorska vojska, da smo bili sposobni sprejemati odločitve, delovati in ne le ocenjevati razmere. Zato nam general polkovnikov
in vseh drugih ni bilo potrebno obiskovati. Da smo lahko delovali, pa gre zahvala prav tistim, ki so pred 29 leti stali tu, vsem trditvam navkljub, da nam nasproti stoji ena največjih evropskih oboroženih armad. Tu so stali kljub temu, da je velik del slovenske politike takrat podpisoval mirovniško deklaracijo in da vrhovnega poveljnika takrat tukaj ni bilo. Ta teden sta svoji knjigi o slovenski bratomorni vojni v času druge svetovne vojne predstavila dva avtorja. Jože Možina, Slovenski razkol, in Zdenko Roter, Usodne prevare poražencev in zmagovalcev. Knjigi nisem še prebral, sem pa zasledil njuni izjavi iz obeh njunih tiskovnih konferenc. Možina, ki je raziskovalec, je rekel, da so travme naših prednikov ne prenašajo zgolj v nekih vedenjskih vzorcih, ampak se vtisnejo v genetski material. Naša nacija zdaj podoživlja travme naših prednikov, čeprav jih sami nismo doživeli. Roter, ki je udeleženec na strani zmagovalcev, zanimivo pravi enako, namreč, da te stvari niso takšne, da bi se pozabile, saj se vrnejo preko druge, tretje ali 10. generacije in da je to usodno za prihodnost slovenske države. Toda tega razkola, teh prevar in teh travm med nami pred 30 leti ni bilo. Začetek 90. let prejšnjega stoletja je zato prelomen tudi v odnosu do tega usodnega razkola in travm naše nacije. Ne z besedami, z dejanji smo v molekularno strukturo našega genetskega materiala, če rečem z Možino, vtisnili nov niz. Demos namreč v ospredje ni postavljal politične pripadnosti. Zaradi Demosovega razumevanja pomena lastne države, ki je tedaj prvič dosegla svoj obstoj tudi v mišljenju ljudi, kot je rekel Hegel. Nova revija, svojo 57. številko, mladinska in civilno-družbena gibanja, sindikalni boj, pisateljska ustava in slovenska pomlad z odborom za varstvo človekovih pravic, pomlad evropskih narodov, razpad Sovjetske zveze, padec Berlinskega zidu in nevzdržnost odnosov v Jugoslovanski federaciji so postavili temelje Demosovega razumena pomena slovenske državnosti za odgovor na izzive časa in za slovensko narodno vprašanje. Demos se ni ujel v pasti narodovega razkola. Res je, da posledice tega čutimo mnogi. Toda stališča narodove perspektive je bila takratna njegova odločitev pravilna. Točka razlike v takratni slovenski politiki se je kazala v odnosu do Jugoslavije in do lastne državnosti. V to točko razlik med nami takrat ni mogoče preslikati razkola slovenskega državljanskega spopada sredi prejšnjega stoletja. Trditi nasprotno, ni le v nasprotju z izročilom Demosovega razumevanja demokratične oblasti, pač pa tudi v nasprotju z rezultatom plebiscita, sprejema slovenske ustave, zmage v osamosvojitveni vojni in v nasprotju z obema referendumoma o vstopu v Evropsko unijo in Zvezo NATO. Vemo namreč, da je bilo veliko dilem, ki so slovenske ljudi in slovensko politiko spremljale vse od propada Avstro-Ogrske monarhije do 90. let prejšnjega stoletja in pravzaprav vse do danes. Nenazadnje je prva različica delovnega dokumenta osamosvojitvenega projekta Demosove vlade ponujala kot alternativo najprej idejo Jugoslovanske konfederacije. Slovenija je namreč v vse Jugoslavije prišla bolj po sili razmer, kot pa na podlagi neke široko izražene politične volje njenih prebivalcev. Tako po prvi svetovni vojni, še bolj pa po drugi, slovenska politika ni imela ne interesa, ne moči in tudi ne sposobnosti za kakšno samostojno alternativo, ki resnici na ljubo tudi ni bila enostavna. Napad sil na Jugoslavijo in razkosanje Slovenije sta grozila s popolnim propadom slovenskega naroda. Zato ni slučajno, da je prvič znotraj meščanske, drugič pa znotraj komunistične paradigme slovenska vladajoča politika Slovenijo predstavljala iz zavetja enega imperija v zavetje drugega
iz Avstro-Ogrske vse Jugoslavije. To stališča slovenskih nacionalnih interesov v takratnih mednarodno-političnih razmerih ni bilo nujno slabo, niti to ni vrednostna sodba, to so dejstva. Zato ni potrebno biti posebej zgodovinsko načitan in politično pismen, da ugotovimo, da je slovenski narod v resnici ves čas svojega modernega obstoja za varnejši razvoj potreboval neko okolje, ki je njegovo specifično težo na mednarodnem prizorišču povečevalo. Če je bila to v prvem delu njegove modernejše zgodovine najprej Avstro-Ogrska, potem različne Jugoslavije, so v nekem obdobju te državne forme postale ovirane na njegovi poti in je zato moral dozoreti nacijo in postaviti samostojno državo. A obenem je nova država, novo varnejše okolje takoj spet poiskala v Evropski uniji in NATO še več. Odločilni korak k naši samostojnosti je bil sploh mogoč zaradi velike verjetnosti take perspektive. In danes sta ta evropska in atlantska povezava na veliki preizkušnji in z njima, prav zaradi tega, kar sem povedal, tudi položaj in prihodnost slovenske države in naroda. Tako vprašanje naše suverenosti, kot vprašanje naše varnosti postajajo tako spet aktualna. Kar me z distance 30 let danes posebej fascinira, je prav naglica, s katero se je vrnilo pravzaprav vse, kar je zgledalo za vse večne čase preseženo. Zgodovina prejšnjega stoletja se vrača na velika vrata. Vedno, ko se je Velika Britanija oddaljila od kontinenta, smo bili pričani o iskanju alternativnih zavezništev v Evropi. Posebni dinamiki med Francozi in Rusi, pa med Nemci in Britanci. Spomnite se de Gaulleja in njegovega odhoda iz NATO leta 1966. In kako je že prvi sekretar NATO, Lord Ismay, opisal razlog za ustanovitev NATO? ZDA not, Rusija ven, Nemčija dol. Danes gre ZDA ven, Rusija not in Nemčija je gor. Nemčija ostaja najmočnejša ekonomska sila stare celine, vojaško pa še zdaleč ne. Rusija postaja po razpadu Sovjetskega imperija izjemno pomemben faktor ravnovesja na stari celini. Kot pravi Joschka Fischer, nekdanji nemški zunanji minister, v Evropi sta spet problem center in desni bok. V vsej tej dinamiki je potrebno pridati še razpadanje liberalnega demokratičnega sistema in globalizacije, kot smo jo poznali vse od druge svetovne vojne dalje, posebej pa neposredno po naši osamosvojitvi, pa vstop Kitajske in Indije, dveh ekonomskih in tudi vojaških velesil v novo svetovno geometrijo. A kljub epohalnim spremembam se aktualna slovenska politična oblast glede prihodnosti evropskih povezav obnaša podobno, kot se je konec 80-ih let obnašala socialistična oblast do vprašanja Slovenije v Jugoslaviji. Podobno kot je bilo konec 80 let slišati od naše socialistične oblasti, da Slovenija nima prihodnosti zunaj Jugoslavije, danes politiki večinoma govorijo, da je za Slovenijo razpad Evropske unije usoden, da je naš interes ohranitev EU in NATO in nič drugega. Za razliko od Demosa, ki je v začetku 90-ih let zmogel formulirati platformo za prihodnost Slovenije samostojni državi, med svobodnimi evropskimi narodi in državami, danes slovenska politika nima platforme za odgovor na krizo evropskih in atlantskih integracij, kot ugotavlja moj prijatelj in tukaj prisotni Dimitrij Rupel, ki smo ga uvodoma pozabili pozdraviti. To velja tudi za odnos do razvoja Slovenske vojske. Berem pozive k ponovni uvedbi obveznega služenja vojaškega roka. Razprava o ponovnem služenju vojaškega roka je v resnici razprava o razvoju naše mlade države. Očitek, ki si ga pogosto naslavljamo, namreč, da gradimo državno administracijo, kot bi imeli 50 milijonov ljudi, je aktualen tudi, ko premišljamo, kakšno slovensko vojsko potrebujemo. Deregulacija državne uprave gre z roko v roki z deregulacijo sistema nacionalne varnosti. Že uvedba rešitev, ki kombinirajo civilne sisteme s klasičnimi vojaškimi, bi za našo varnost in obrambo pomenila ogromen korak. Prepričan sem, da bi za našo nacionalno varnost in za naš prispevek k kolektivni varnosti naredili več, ko bi namesto klasičnega naborniškega sistema ustanovili še 2 inštituta Jožef Štefan, 2 kemijska inštituta,
še 2 fakulteti za matematiko in fiziko, goriško mehatroniko ali elektrofakultete. V stoletju, ki se je začelo, je veliko večja nevarnost, da bo naša nacionalna varnost ogrožena zaradi tehnološkega zaostanka in posledično ranljivosti vseh podsistemov in ljudi, kot pa kakšnega klasičnega spopada pehotnih brigad. To, da smo tako rekoč brez posebnih spodbud med vodilnimi v kriptosvetu, da je razmislek o blockchainih in umetni inteligenci za slovensko generacijo, ki danes vstopa v aktivno življenje nekaj samoumevnega, da naši srednješolci zmagujejo na matematičnih in računalniških olimpijadah, je nekaj, kar nas mora navdihovati pri odločitvah. Osnove za dober razvoj so tu. In to so tudi osnove za dober razvoj lastnega sistema varnosti in obrambe. Obstaja Slovenija, ki je mnogi, ki danes odločajo v njej, v resnici ne poznajo. Da je sreča na strani odločnih, so dokazali že dekleta in fantje, ki so tu stali vsemu navkljub pred 3 desetletji. Tako kot smo mi pred 29 leti osvobojeni travm naših prednikov in brez sovraštva do zmagovalcev, ki so 45 let urejali ta slovenski prostor po svojih predstavah in zmotah, zmogli ponuditi široko sprejeto nacionalno platformo, tako bi morala slovenska politika danes stopiti izza zapečka svoje nepomembnosti in povprečništva. Še nikoli v zgodovini slovenskega naroda možnosti za to niso bile tako velike. Naj živi demokratična Slovenija. Hvala lepa ministru za notranje zadeve v času osamosvajanja, gospodu Bavčarju. Na prostoru, na katerem je prišlo do prvega postroja in kjer se danes nahajamo, je ob 15. obletnici, torej leta 2005, se začel nastajati spominski park, ki smo ga poimenovali Spominski park MSNZ. Park naj bi spominjal na prostor, kjer je prvič zadišalo po Slovenski vojski in kar je zavedno zapisano na spominskem obeležju. Tja bo sedaj, spoštovane in spoštovani, delegacija Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve položila venec Združenja VSO. Prosim delegacijo, predsednika, generalnega sekretarja. Ljubim še lahko. Ljubim grudo mi rodno, nje kamen, ljubim vodo, drevesa in plamen, ki v vetru se blagem z ozračjem igra. Ljubim žensko, otroke, življenje, ljubim večno po njem hrepenenje, ki vedno v jeziku slovenskem skonča. Ljubim eno in večno edino, ljubim silnojo to domovino, ki vedno osmišlja mi bistvo sveta. Ljubim grb naš, zdravljico, zastavo, ljubil vekomaj bom očetnjavo, njena hčere prenesel bom svetost duha. Da, ljubim še vedno lahko. Pa še kako.
Najlepša hvala tako trobilnemu kvintetu orkestra Slovenske vojske kot Romanu Končarju. Spoštovani in spoštovani, ob koncu smo vedno polni zanosnih, velikih besed slovesa in v pričakovanju novega snidenja, ampak predtem bom nekaj besed namenil tistim, ki jih danes ni tukaj, ker imajo opravke v Ljubljani, na Kitajskem, ali pa jim opcija, ki je začela nastajati tukaj v zimi 1990, ni bila kakšna prav intimna stvar. Poglej se v ogledalo, da povesiš oči. Zatajil si lepoto in resnico v svojem srcu, zato ker si bil preslab in prebojazljiv, da bi po strmem potu dosegel to lepoto in to resnico. Ostal si v dolini, ker si nisi upal na goro, pa se v svoji tenkonogi strahopetnosti posmehuješ mladim popotnikom. Vam pa, ki ste danes bili tukaj, predvsem pa seveda vsem tistim, ki ste stali v prvem postroju, tisti zimi decembra 17. 1990. Hvala lepa, da ste zopet prišli 29. Ne pozabite, tudi čez leto osorej bomo zopet obujali spomine na ta veličasten dogodek v času osamosvajanja Slovenije. To pa zato, ker se držimo slogana že od takrat naprej. Spoštovane in spoštovani, prihodnost pripada pogumnim in mi smo pogumni. Bog vas živi, Bog živi Slovenijo, lep pozdrav!